Te nerešene zgodovinske skrivnosti so strokovnjake begale že desetletja. Reševanje teh skrivnosti bi lahko prineslo duševni mir družinam vpletenih ali pa spremenilo naš pogled na določeno zgodovinsko obdobje. A vendar so možnosti, da bi naleteli na namige, ki bi lahko osvetlili te neznane dogodke, pogosto izjemno majhne. Večina izmed nas je sanjarila o tem, da bi na vrtu, na polju ali celo v gozdu našli zaklad, ali redki so imeli to srečo, da bi takšno odkritje dejansko doživeli. Eden izmed teh ljudi je moški po imenu Sebastian Ertseven, ki je po naključju naletel na izjemno odkritje med prenovo hiše. Hiša, ki se nahaja v mestu Hagen v zahodni Nemčiji, pripada Sebastianovi teti. Ostala je v stanju panike, ko je hišo uničila poplava, ki je prizadela območje leta 2021, in Sebastian se je odločil posredovati ter opraviti nekaj prenove. Številni drugi ljudje na tem območju so po poplavah ostali brez vsega. Škoda na stavbah in infrastrukturi pa je znašala več milijard dolarjev. Naloga, da hišo ponovno spravi v bivalno stanje, je morala biti precej zastrašujoča, vendar se je Sebastian tega lotil vestno in je že lepo napredoval, ko je naletel na nekaj, čemur ni mogel verjeti. Nekega dne je opazil kos lesa, ki je zaradi poplavne vode začel gniti. Zato se je odločil, da ga odtrga od stene, na katero je bil pritrjen. V steni je opazil nekaj nenavadnega in bil presenečen, ko je ugotovil, da gre za časopis iz leta 1945, leta, ko se je končala Druga svetovna vojna. Čeprav ga je to odkritje že navdušilo, je bil časopis le vrh pregovorne ledene gore. Nato je iz stene potegnil še pištolo iz vojnega obdobja. Sledile so plinske maske, orli nacionalsocialistične nemške delavske stranke in zbirka dokumentov, ki so prvotno pripadali nacionalsocialistični nemški ljudski blaginji. Sebastian je povedal, da ga je ob vsakem novem artefaktu, ki ga je potegnil iz stene, oblila kurja pot, ko je spoznal, da so ti predmeti zgodovinsko pomembni in da so desetletja ležali v steni hiše njegove tete, ne da bi kdorkoli v njegovi družini to vedel. Nato je odkril več bokserjev, ki so jih med vojno uporabljali nemški vojaki. Najbolj izjemno pa je bilo, da je našel portret diktatorja nacionalsocialistične nemške delavske stranke, skupaj z vsaj še enim portretom drugega člana iste stranke. Verjame se, da so bili vsi ti predmeti skriti v stenah hiše leta 1945, ko je postalo jasno, da bo Nemčija izgubila vojno, in so se začele širiti novice, da ameriški vojaki prihajajo v Hagen. Oseba, ki je skrila predmete, je verjetno načrtovala, da se bo nekoč vrnila v hišo in jih pobrala, vendar njena identiteta ostaja neznana, njena usoda pa je skrivnost. Želeli so zagotoviti, da predmeti ne padejo v roke sovražnika, in tako so ostali za to steno neopaženi več desetletij. Večina ljudi ve, da je kralj Ludvik XVI izgubil glavo med francosko revolucijo, vendar ni bil edini francoski kralj, ki ga je doletela tako grozljiva usoda. Zgodba o glavi kralja Henrika IV. Je ena najbolj nenavadnih zgodb iz časa revolucije. Njen konec pa ostaja skrivnost še danes. Henrik IV. Je vladal v Franciji med letoma 1589 in 1610. Prej je bil kralj Navare in je bil vzgojen kot protestant, vendar je prestopil v katolištvo, da bi podedoval francosko krono. Kljub svoji spreobrnitvi, ali pa morda prav zaradi nje, je bil naklonjen protestantom v svoji državi. Leta 1598 je izdal edikt, ki je protestantom zagotavljal verske svoboščine, zaradi česar je dobil ozdevek Dobri kralj Henrik. Čeprav je bil Henrik med ljudmi nasplošno priljubljen, so nekateri na obeh straneh verskega razkola menili, da jih je izdal. Preživel je vsaj 12 poskusov atentata, vendar mu je sreča dokončno zmanjkala v Parizu, maja 1610. Pokopan je bil v baziliki Saint-Denis, kjer je ostal skoraj 200 leti. Potem, ko je bil Henrikov neposredni potomec Ludvik XIV. Odstavljen, so nekateri revolucionarji želeli iti še korak dlje. Telesa preteklih monarhov so odstranili iz njihovih veličastnih grobnic in jih odvrgli v skupni grob. Henrikov naziv dobrega kralja ga ni obvaroval pred takšnim ravnanjem in tam je ostal skupaj z drugimi sorodniki. Leta 1817, približno 21 let kasneje, so množični grob ponovno odprli. Po zgodbi naj bi Henrikova glava manjkala z njegovega telesa. Ni znano, kdaj natančno je bila glava odstranjena, vendar je očitno niso mogli najti v grobu.
Skrivnost se je zdela razrešena leta 1919. Fotograf je na dražbi kupil mumificirano glavo. Grozen primerek je bila očitno Henryjeva pogrešana glava. Fotograf je preostanek svojega življenja posvetil prizadevanjem, da bi dal potrditi pristnost artefakta. Zdelo se je, da je resnično verjel, da je lastnik te kraljevske lobanje in da ni poskušal izvesti kakšne prevare. Ko je umrl, je lobanjo zapustil v muzeju Louvra, vendar je muzej darilo zavrnil. Mumificirana glava je prešla skozi različne zasebne zbiratelje, preden se je leta 2008 ponovno pojavila. Nahajala se je na podstrešju v zahodni Franciji, tokrat pa je predmet prejel veliko več pozornosti. Tehnologija je od prve najdbe lobanje močno napredovala in zdelo se je mogoče, da bi lahko kakšen test enkrat za vselej dokazal, ali je bila skrivnost razrešena. Raziskovalci so rekonstruirali, kako naj bi obraz izgledal, ter primerjali lasna vlakna in majhne podrobnosti kože s portreti dobrega kralja Henrika. Španski raziskovalci so verjeli, da obstaja ujemanje med posmrtnimi ostanki in monarhom. Dokazi DNK so očitno potrdili, da je bilo temu tako. Po legendi so si gledalci, potem ko je Ludvik XVI. Izgubil glavo, z robčki popljunali njegove ostanke, da bi ustvarili morbidne spominke na dogodek. Enega od teh so shranili v okrašeni buči. Leta 2013 so DNK iz robčka primerjali z DNK mumificirane glave in zdelo se je, da obstaja očetovska povezava med obema. Kasnejše raziskave pa so obe ti identifikaciji postavila pod vprašaj. Primerjava obeh nizov DNK s sodobnimi potomci rodbine Bourbon je pokazala, da bi moralo priti do več prekinitev v družinski liniji, da bi ti relikviji pripadali francoskim monarhom. Čeprav se prekinitve v očetovski liniji niso zdele nemogoče, bi bile potrebne tudi prekinitve v materinskih linijah. Če bi mumificirana glava res pripadala kralju Henriku IV. Francoskemu, bi to pomenilo, da je nekje v družinskem drevesu obstajal par mati-hči, ki nista bili biološko povezani. Poleg tega so nekateri zgodovinarji podvomili v celotno zgodbo o izgubljeni glavi Henrika. Njegovo celotno telo je morda še vedno nedotaknjeno, vendar ni načrtov, da bi ponovno motili njegove posmrtne ostanke in to preverili. Bronasti oven, ki so ga našli ob obali Sicilije, ni edini artefakt iz bitke pri Egatskih otokih, ki so ga odkrili, saj potapljači redno naletijo na predmete iz tistega obdobja, še posebej iz te zelo pomembne bitke. Podvodni arheologi so po poročilih našli obsežno polje razbitin na morskem dnu ob obali otokov. To območje velja za prvo starodavno pomorsko bojišče, ki so ga kdajkoli odkrili in je prineslo zakladico artefaktov, za katere so nekoč mislili, da so izgubljeni za vedno. Najpogostejše najdbe so običajno ostanki rimskih in kartažanskih ladij, ki so se borile v bitki. Nekatere med njimi so še vedno večinoma cele, druge pa so v slabem stanju, saj jih je sovražna flota skoraj popolnoma uničila. Verjamejo, da je bila ena vojna ladja, ki so jo našli leta 1971 v Stagione pri Marsali, udeležena v tej bitki. Predlagano je bilo, da so jo morali v nekem trenutku zapustiti, ko se je zataknila v plitvem delu vode in da se je to zgodilo potem, ko se je bitka že končala. Med drugimi najdenimi artefakti so deli oklepov, ki so jih nosili na obeh straneh. 28-palčni železni meč, sulične konice, sulice, kosi starodavne keramike, balastni kamni in seveda že omenjeni bronasti oveni. To je rimsko floto pripeljalo do zmage nad Kartažani. Med pogosteje najdenimi relikvijami so rimske čelade, od katerih so jih našli vsaj 30. Mnogi so še vedno v zelo dobrem stanju, kar je presenetljivo, glede na to, da so bile pod vodo več kot 2200 let. Te čelade so bile običajno izdelane iz brona, njihov slog, Montefortino, pa so prvotno ustvarili Kelti, vendar verjamejo, da je v 4. stoletju pred Cinunoštvoštetu ta slog prevzela Rimska republika. Običajen slog vsebuje enodelno bronasto čeladno školjko, ki so jo skovali v stožčasto ali polkroglasto obliko. Vsebuje tudi majhen ščipnik za tilnik, ki je ščitil zadnji del vratu, ter 2 ščitnika za lica, ki sta bila pritrjena na glavno čeladno školjko stečaj. Ti so bili dodani za zaščito stranic glave vojaka in delov njegovega obraza, medtem ko je bil gumb, ki je bil nameščen na vrhu čelade, večinoma namenjen okrasu, saj so nanj pogosto pritrjevali grebene, perje ali konjske dlake.
To ni služilo le kot okras, ampak je lahko tudi pomagalo zavezniškim vojakom, da so se med seboj prepoznali, s čimer so zmanjšali tveganje za napačen napad na zaveznika. Nekatere čelade so vsebovale tudi druge okraske, na primer vzorec vrvi okoli robov in posebne grebene. Te čelade so uporabljali do približno 1. stoletja našega štetja, nato pa so zasnovo izboljšali tako, da so razširili zaščito za tilnik in zmanjšali stožčasto obliko, ki je bila pogosto neudobna, odvisno od oblike glave vojaka. Čeprav so našli veliko čelad, ki so jih nosili med bitko pri Egatskih otokih, je en poseben primer povzročil precejšnje razburjenje zaradi svojega nenavadnega okraska. Ekipa potapljačev je odkrila čelado in bili so presenečeni, ko so ugotovili, da čelada vsebuje podobo leva v agresivni drži. To je bilo prvič, da so na eni od teh čelad videli okras leva in domneva se, da je pripadala vojaku iz mesta, ki je bilo zaveznik Rima, ter da so bili njegovi ljudje pod vplivom zgodbe o Herkulu. Lev najverjetneje predstavlja moč ali pa je morda označeval vojaški čin, vendar ker niso našli nobenih drugih primerov, lahko zgodovinarji le ugibajo, kakšen je bil namen leva in kdo je čelado nosil med bitko. 50 let so oblasti v Chicagu imele Tommyja O'Connorja na seznamu ljudi, ki čakajo na smrtno kazen v mestu. Toda obsojeni zločinec se kazni nikoli ne bi soočil. Le nekaj dni, preden bi moral dočakati konec, je pobegnil iz zapora in izginil brez sledu. O'Connor je bil irsko-američan, ki si je prislužil vzdevek Terrible Tommy. Obstaja več zgodb o tem, kako je dobil ta vzdevek, vključno s tisto, kjer je odgriznil prst mesarju, ki je njegovi materi zaračunal preveč. Kot najstnik se je družil z ulično tolpo, vendar se mu je uspelo izogniti težavam z zakonom vse do 21. leta. Eden od O'Connorjevih kriminalnih sodelavcev in nekdanji policist je bil najden mrtev. Sum je padel na O'Connorja in bil je aretiran. Iz neznanih razlogov je bil izpuščen. Morda preprosto ni bilo dovolj dokazov, da bi ga obsodili, vendar so nekatera poročila opisovala sumljive posle, ki so ga obvarovali pred zaporom. Ne glede na vzrok se je to spremenilo do 13. marca 1921. 5 policistov je prispelo na dom O'Connorjeve sestre z namenom, da ga aretirajo. To bi moralo biti več kot dovolj, da bi osumljenca prijeli, vendar se je O'Connor še naprej boril. Izbruhnil je strelski obračun in v kaosu je detektiva Patricka O'Neilla zadev naboj. O'Connorju je uspelo pobegniti skozi zadnja vrata in si je za pobeg nasilno privastil avto. O'Neill je podlegel svojim ranam, zdaj pa je bil O'Connor iskan tudi zaradi uboja policista. Čeprav je bil na begu, se Terrible Tommy ni mogel dolgo izogibati težavam. Julia so ga v Minnesoti aretirali zaradi pijanega in neprimernega vedenja na vlaku. Hitro so ga poslali nazaj v Chicago, kjer so ga obsodili na smrtno kazen zaradi tega, ker je vzel življenje O'Neillu. To pa je bil šele začetek njegove legende. O'Connorja so zadrževali v lokalnem okrožnem zaporu, kjer je načrtoval svoj pobeg. Le nekaj dni, preden bi moral dočakati svoj konec, je skupaj s 4 drugimi zaporniki izvedel drzen pobeg. Bil je v svoji celici, ko je poklical stražarja. Stražar je prišel in O'Connorjev sostanovalec ga je uspel prijeti v klešče okoli glave. O'Connor je zagrabil ključe in odklenil celico, preden je stražarja pretepel do nezavesti. Zaporniki so pobegnili skozi zaporniško dvorišče. Na drugi strani zaporniškega zidu je O'Connor uspel priti v avto, vendar je imel težave z nadzorom na poledenevi cesti. Strmoglavil je, a mu je uspelo pobegniti iz razbitka vozila. Kaj se je z njim zgodilo potem, ni znano. Obstaja veliko zgodb o tem, kaj se je zgodilo s tem nevarnim kriminalcem. Nekateri verjamejo, da mu je uspelo pobegniti v Kanado ali pa se je nekako vrnil na Irsko. V nekaterih zgodbah je nadaljeval svojo kriminalno pot z oboroženimi ropi ali celo kot član IRA na Irskem. V drugih zgodbah mu je uspelo živeti mirno življenje, stran od kriminalnega sveta. V Chicagu je O'Connorjeva kazen ostala nespremenjena. V 50 letih prejšnjega stoletja, 30 let po njegovem izginotju, je sodni nalog pomenil, da je moralo mesto vzdrževati vislice, ki so bile postavljene zanj, za vsak slučaj, če bi ga kdaj ujeli. Ta naprava je stala neuporabljena več kot 50 let, preden so jo leta 1977 razstavili in prodali muzeju Ripley's Believe It or Not.
Do tega trenutka bi bil O'Connor, če bi bil še živ, star že v svojih 80 letih. Bitka pri Egatskih otokih ni tista, s katero bi bili večina izmed nas seznanjeni, a to lahko oprostimo, saj se je odvila 10. marca 241 prvino nušte stute. Potekala je med flotami iz Kartagine in Rimske republike, ter je bila del Punske vojne. Pravzaprav je bila ta bitka zadnji pomorski spopad te vojne, ki se je začela leta 264 pred dinastjem Štito. Takrat je Kartagina vzpostavila močno pomorsko floto v zahodnem Sredozemskem morju, vendar so Rimljani sklenili, da želijo nadzorovati Sirakuze, saj so jih imeli za najmočnejšo mestno državo na otoku Sicilija. Začetek vojne ni šel v prid Kartaginčanom, saj so bili poraženi v več bitkah, ki so potekale med letoma 260 in 255 po prejšnjem Štutu. To je bilo predvsem zaradi izuma Corvusa, ki je Rimljanom omogočil, da so zagrabili sovražnikove ladje in se tako lažje ukrcali nanje. Potem je rimska vojska utrpela ogromne izgube zaradi nevihte, ki je uničila njihove ladje, in verjame se, da je Corvus morda imel pri tem svojo vlogo, saj je bil izjemno težak in je lahko povzročil nestabilnost ladij. Leta 250 pred Nanum Štutet so Rimljani obnovili svojo floto in se odločili, da blokirajo glavno kartažansko bazo. Zato so uporabili 200 vojnih ladij, vendar so Kartažani leto kasneje premagali rimske sile pri Drepani in Fintijah, Rimljani pa so ostali potrti. 2 leti kasneje, potem ko je vojna divjala že 15 let, je Rim prevzel nadzor nad večino Sicilije, Kartažanom pa sta ostala le še Lilibeum in Drepana. V ti 2 območji so poslali še več ladij, da bi ustvarili večjo blokado. Vojaki v Lilibeumu in Drepani so začeli trpeti, saj v ti mesti ni bilo mogoče poslati nobenih zalog, vendar jim je uspelo zagotoviti 250 vojnih ladij, po čemer se je začela bitka pri Egatskih otokih. Kartažane je vodil poveljnik Hanov, sin Hannibala, medtem ko so Rimljane vodil pomorski poveljnik Gaj Letadi Catul. Takoj, ko je Catul opazil kartažanske ladje, je ukazal svojim možem, naj opustijo blokado in se pripravijo na bitko. Obe floti sta se spopadli pri otoku Porbantija. Rimske ladje pa so začele taraniti sovražnikova plovila z bronastimi oveni, ki so bili nameščeni na njihove ladje. 50 kartažanskih ladij je bilo potopljenih, še 70 pa zajetih. Rimljani so izgubili 30 ladij, še 50 pa jih je bilo poškodovanih. Kartažani niso imeli druge izbire, kot da se umaknejo. Konec Punske vojne pa je bil blizu, Rimljani pa so izšli kot zmagovalci. O tej bitki se še danes govori, leta 2024 pa so bili zgodovinarji presenečeni, ko so izvedeli, da so bili artefakti prav iz te bitke odkriti ob zahodni obali Sicilije. Enega izmed bronastih ovenov, ki so bili nameščeni na ladjah rimske flote, so našli na globini približno 80 metrov blizu Egatskih otokov. Nato pa so ga potapljači iz Društva za dokumentacijo podvodnih najdišč dvignili na površje. Po uspešnem dvigu so ga prepeljali na otok Favignana, kjer so ga arheologi lahko podrobno preučili. Opisan je kot okrašen s čeladami v slogu Montefortino in 3 peresi na vrhu. In sprva napisov, ki jih je vseboval, zaradi usedlin školjk ni bilo mogoče prebrati. Upamo, da bodo v prihodnosti iz tega območja našli še več artefaktov in da bomo pridobili še več vpogleda v to zgodovinsko bitko. Nemi film Cleopatra iz leta 1917 je bil zelo drag in vpliven film, od katerega je ohranjena manj kot minuta od prvotnih 2 ur. Film je produciral William Fox, v glavni vlogi pa je nastopila Thira Bara, velika zvezda, znana kot vampirka, ki je popularizirala arhetip vampirke. Stroški filma med 250.000 in 500.000 dolarjev, kar bi danes znašalo več kot 12 milijonov, so bili brez primere. Financiranje. Razkošna scenografija in 50 kostumov za baro, kar je bil rekord, ki ga je leta 1963 podrla kasnejša Kleopatra. Film. Zgodbo, ki si jo je v prvem letu ogledalo približno 5 milijonov ljudi, je prikazovala Kleopatro, ki je zapeljevala Julija Cezarja in Marka Antonija. Z dodatnim zapletom egipčanskega duhovnika, ki jo ljubi, ji zagotovi bogastva svoje družine in kasneje priskrbi usodno kačo. Film je bil uspešen na blagajnah in je zaslužil $1 milijon, vendar ni bil ohranjen. Veliko nemih filmov je bilo izgubljenih zaradi zanemarjanja ali ponovne uporabe srebra iz filmskih kolutov.
Zadnji dve znani kopiji filma Kleopatra sta bili uničeni v požaru v arhivu Fox leta 1937, ki ga je povzročilo slabo stanje in razpadanje filma. Tudi osebna kopija Teddy Bear se je razpadla. Leta 2023 je bilo znano, da obstaja le približno 20 sekund posnetka. Vendar so avgusta istega leta v otroškem projektorju, kupljenem na eBayu, našli 40-sekundni odlomek, ki je bil nato naložen na YouTube. Leta 1836 se je v zgodovini Teksasa odvila verjetno najbolj znana bitka, ki se je začela pri Alamu, ki se nahaja v San Antoniju. Bitka se je odvijala med teksaškimi prostovoljskimi uporniki, znanimi tudi kot vojska ljudstva, ki so si prizadevali za neodvisnost od Mehike, in mehiško vojsko, ki je želela končati upor. Vse se je začelo leta 1835, po razveljavitvi mehiške ustave, ki so jo nadomestili s 7 zakoni, s čimer so zvezni sistem zamenjali s centralistično vlado. To so storili v upanju, da bodo državo stabilizirali, vendar je imelo nasproten učinek, saj so ljudje množično začeli protestirati. To so storili, ker so bile po teh novih zakonih volilne pravice državljanov omejene, zvezne države pa so se spreminjale v departmaje. Ti zakoni so določali, da lahko volijo le državljani, ki zaslužijo nad določenim zneskom, kar je izključilo večino splošnega prebivalstva. Določali so tudi, da lahko predsednik po lastni presoji pritiska na lokalne zakonodajne organe, jih spreminja ali omejuje, ter so vzpostavili vrhovno izvršno oblast, ki jo je sestavljalo 5 posameznikov, zadolženih za izbiro novega predsednika, kadar je bilo to potrebno. Stare zvezne države so bile preoblikovane v vojaške oddelke, kar je pomenilo, da so takoj postale podrejene zvezni vladi. Nazadnje teh zakonov ni bilo mogoče spreminjati vsaj 6 let in hitro je postalo jasno, da javnost s temi spremembami ni bila zadovoljna. Kmalu zatem se je začela teksaška revolucija. Prva izmed teh bitk, bitka pri Gonzalesu, se je odvila 2. oktobra 1835. Začela se je, ko je mehiška vlada zahtevala vrnitev majhnega topa, ki je bil leta 1831 posojen teksaškim naseljencem, ko so se branili pred napadi staroselcev. Teksašani so zavrnili vrnitev topa in so ga skrili, nato pa so izobesili znamenito zastavo "Pridite in jo vzemite". Ko se je mehiška stran odločila napasti mesto Gonzales, so nanje ustrelili s topom in bili so prisiljeni v umik. Februarja 1836 so opazili mehiške vojake, ki so korakali proti Alamu, in jasno je bilo, da je obleganje neizbežno. Toda tistega popoldneva je prispelo približno 1500 mehiških vojakov in kmalu so se začeli boji. V naslednjih 13 dneh je divjala bitka za Alamo in ko je bilo 6. marca tistega leta vsega konec, so bile stene Alama prebite in Teksašani poraženi. To ostaja zelo pomembna zgodovinska bitka, zato ni presenetljivo, da arheologi pogosto izkopavajo to območje v iskanju artefaktov iz spopada. Leta 2026 so raziskovalci odkrili nepoškodovano bronasto topovsko kroglo, ki je bila verjetno izstreljana v času priprav na bitko za Alamo. Bila je zakopana pod skoraj 1 metrom zemlje in so jo našli blizu severovzhodnega vogala cerkve Alamo. Ker je narejena iz brona, zgodovinarji menijo, da so jo izstrelili Mehičani, čeprav to ostaja ugibanje, saj bi jo lahko v nekem trenutku nazaj proti njim izstrelili tudi Teksašani. Raziskovalci so bili nad odkritjem, do katerega je prenovo Alama, osupljeni in radovedni, ali bodo med nadaljnjimi izkopavanji našli še kakšne podobne artefakte. Zjutraj, 14. aprila 1903, je ženska na poti v službo naletela na pretresljivo odkritje. Telo moškega je bilo stlačeno v sod in puščeno na vzhodni 11. ulici v New Yorku. Oblasti so hitro identificirale osebe, za katere so menile, da so odgovorne, vendar nihče ni bil nikoli spoznan za krivega tega zločina. Primer moškega v sodu bi bil ena prvih zgodb povezanih z ameriško mafijo, ki je dobila pomembno medijsko pozornost. V sodu ni bilo ničesar, kar bi identificiralo moškega, in po nekaj dneh se je njegova fotografija pojavila v lokalnih časopisih ter pritegnila pozornost na grozljiv zločin. Ena oseba, ki je prepoznala moškega, je bil načelnik tajne službe William Flynn. V tem obdobju zgodovine je bila glavna naloga tajne službe preiskovanje ponarejenega denarja. Ponarejanje je postalo resen problem v New Yorku.
Tajni službi je uspelo ujeti veliko preprodajalcev, ljudi, ki so prodajali ponarejene bankovce, vendar so tisti, ki so bili na vrhu, ostali nedosegljivi. Flynn je vodil preiskavo organizacije, ki jo je vodil Giuseppe Morello. Morello je bil sicilijanski priseljenec in vodja ene najmočnejših kriminalnih organizacij na tem območju. Medtem ko se je tajna služba osredotočala na finančne zločine, je bil Morello upleten v bolj nasilna dejanja, vključno z napadom na svojo gospodinjo, ki jo je stal življenja. V noči na 13. april se je ekipa agentov tajne službe pripravljala na prikrito akcijo. Opazovali so Morella in skupino njegovih sodelavcev na njegovem sedežu. Načrti so se spremenili, ko se je pojavil neznanec. Noben od agentov ni vedel, kdo je ta moški, vendar se je zdel znan Morellovim sodelavcem. Pripeljali so ga noter in ga nikoli več niso videli. Flynn je prepoznal moškega v sodu kot skrivnostnega neznanca. Po objavi fotografije je policija prejela čudno in skrivnostno pismo. Ni navedlo imena moškega, ampak je povedalo, da prihaja iz Buffala in da je prišel v New York po denar. Pismo jim je naročilo, naj govorijo z moškim po imenu De Primo v zaporu Sing. Giuseppe De Primo je bil pred kratkim obsojen zaradi svoje vloge preprodajalca v ponarejevalski operaciji. Policija mu je pokazala sliko moškega v sodu in ga je prepoznal kot Benedetta Madonio, svojega svak. De Primo je pojasnil, zakaj je bil Madonio v New Yorku. Po njegovi aretaciji je njegova družina poslala $1000 njegovemu šefu, da bi pomagali plačati njegovo obrambo. To je bil takrat precejšen znesek denarja in bi moral zadostovati za dobrega odvetnika. Toda njegov šef si je denar prisvojil in pustil De Prima na milost in nemilost v sodi. Dobil je 4 leta zapora. Madonio je prišel po denar nazaj. Najprej je obiskal De Prima v zaporu, da bi preveril, kako je z njim. Načrt je bil vložiti pritožbo na obsodbo ali ga premestiti v drugo zapor. Policija je ugotovila, da je to Madonio počel z Morellovo tolpo noč, preden so našli njegovo truplo. Morello in njegovi najbližji sodelavci so bili aretirani. Policija je imela več kot le De Primovo pričanje. Madonio je seboj v New York prinesel žepno uro. To so odkrili v lokalni zastavljanici, pri Morellovem sodelavcu Oksu Petu pa so našli potrdilo. V sodu so našli tudi ogorek cigare, iste znamke, kot jo je kadil Peto. Drugi pričevalci pa so skupaj videli Morella in Madonio. Nažalost je bil Morello pripravljen plačati najboljše odvetnike zase. Številne priče pa so med sojenjem skrivnostno spremenile svoje izjave. Porota ni mogla nikogar obsoditi v tem primeru, zato so bile obtožbe proti vsem vpletenim umaknjene. Nihče ni bil nikoli spoznan za krivega za odvzem življenja Madoni, zločin pa je uradno nerešen. Večina verjame, da so bili za zločinom mafijci. Madonio je morda grozil, da bo šel na policijo z dokazi o njihovih zločinih, če mu ne vrnejo denarja. Po drugi strani pa Morello morda preprosto ni maral, da mu kdo nasprotuje. Obstajala pa je tudi majhna možnost, da je Madonio srečanje preživel in nato po naključju naletel na nepovezanega napadalca. Marca 2026 so arheologi, ki so delali v bližini starodavnega mesta Hipos, vzhodno od Galilejskega jezera, naleteli na povsem nepričakovano odkritje. Menijo, da sega v čas rimske invazije na Antiohijo Hipos, ki se je zgodila okoli leta 64 pred Indoneštun teštite. V tistem času so bile vojaške sile še zelo daleč od uporabe strelnega orožja, kot ga uporabljamo danes, in najpogostejša orožja v vojni so bila sulice, meči in občasno frače, ki so lahko povzročile veliko več škode, kot si morda predstavljate. Odkritje je naredila ekipa arheologov pod vodstvom Michaela Eisenberga z izraelske univerze v Haifi, medtem ko so iskali starodavne artefakte na južni nekropoli Antiohije Hipos. Na neki točki je član ekipe naletel na nenavaden projektil, ki so ga predali Eisenbergu, ta pa ga je natančno pregledal. Takoj je prepoznal, da je bil projektil drugačen od vseh, ki jih je videl prej, predvsem zato, ker je bil na njem napis. Na tem projektilu je bila vrezana grška beseda matao, ki v angleščini pomeni uči se. Če pa upoštevamo čas, ko je bil napis narejen, bi bila natančnejša prevod lahko izuči se. Predlagano je bilo, da je nekdo na projektil napisal ime, vendar je bilo to zdaj ovrženo. Saj je bila ta beseda doslej uporabljena za opis nečijega imena le 2-krat.
In zgodovinarji so prepričani, da je bila v tem primeru skoraj zagotovo posmehljivka sovražnikom uporabnika. Večina zgodovinarjev meni, da je bil izstrelek uporabljen med bitko v helenističnem obdobju, saj je bilo znano, da je bil Hipos vpleten. Vendar bodo izvedene nadaljne raziskave, da bi natančneje določili, iz katere bitke izvira. Prva od teh bitk se je zgodila, preden je bil Hipos zgrajen in ko je na njegovem mestu stala trdnjava. Trdnjava je bila porušena leta 199 pred Venustan Štutela. Nato pa so Seleukidi ustanovili polis Hipos. Izstrelek bi lahko prav tako izviral iz bitke med Hiposom in silami kralja Aleksandra Janeja, ki sprva ni potekala po načrtih. Med prvim napadom na mesto leta 101 prvened Štiton Štirat so bili kraljevi možje hitro premagani in so se morali naglo umakniti. Vrnili so se leta 83 in takrat jim je uspelo prevzeti nadzor nad mestom. Izstrelek je morda bil uporabljen med to bitko, saj so ga našli blizu rimske ceste, ki je bila zgrajena nad staro grško cesto iz helenističnega obdobja. Vsaka vojska, ki bi poskušala napasti mesto, bi verjetno prišla iz te smeri, saj bi jih pot pripeljala naravnost do glavnih mestnih vrat. Medtem ko se razprava o tem še vedno nadaljuje, so izstrelek podrobneje preučili. Zgodovinarji so ugotovili, da je bil ulit in da je bil sestavljen iz dveh delov. Zadnji del izstrelka ni nič posebnega, skozi sredino poteka en sam greben, medtem ko je sprednji del gladek in vsebuje omenjeni napis. Napis, ki ga vsebuje, je bil skoraj zagotovo mišljen kot posmeh sovražniku in njegov lastnik je moral ta načrt takrat najti precej zabaven. Na tem območju so skozi leta našli 69 podobnih izstrelkov, vendar so bili dokumentirani le 3. Segajo v različna zgodovinska obdobja, pri 2 pa so ugotovili, da vsebujeta okraske. Na enem je vgravirana strela, za katero zgodovinarji menijo, da naj bi simbolizirala Zeusa, medtem ko je bil drugi okrašen s škorpijonom, ki naj bi po vsej verjetnosti predstavljal škorpijona, velikanskega škorpijona, ki ga je po mitologiji pošiljala Gaja, mati Zemlja, da ubije velikana Oriona. Nikoli ne bomo vedeli, ali je napis na izstrelku kdaj prebral sovražni vojak. Nadaljne raziskave pa bi lahko v prihodnjih tednih in mesecih prinesle več odgovorov. Po vsem ameriškem divjem zahodu obstaja veliko zgodb in legend o izgubljenih rudnikih zlata. Najbolj znan med njimi je izgubljeni Nizozemčev rudnik, vendar ni edini. Te zgodbe navdihujejo raziskovanje in mnogi so se podali v iskanje zaklada, a so jih doletela grozljiva usoda. Eden legendarni rudnik, ki je navdihnil raziskovanje, je dejansko pripeljal do neverjetnega odkritja, vendar ne takega, kot bi ga kdorkoli v skupini pričakoval. Prvotni rudnik pa ostaja skrivnost. Prvi Američan evropskega porekla, ki je videl oregonsko kratersko jezero, je bil John W. Hillman. Jezero je bilo dobro znano staroselskim Američanom, ki so na tem območju živeli že tisoče let. Verjame se, da so Indijanci Klamath živeli na tem območju že pred nastankom jezera. Njihove legende pripovedujejo o silovitem boju med 2 bogovoma, ki se je končal tako, da je bil poraženec zaprt pod zemljo, nad njim pa je nastalo mirno jezero. To ni bila legenda, ki jo je Hillman zasledoval, ko je naletel na jezero. Verjetno niti on, niti drugi v njegovi skupini zanjo niso vedeli. Iskali so zaklad. Obstaja nekaj različnih zgodb o izvoru rudnika Lost Cabin ob kraterskem jezeru. Ena od njih pravi, da so na cesti našli ranjenega iskalca zlata, ki so ga napadli Indijanci in ne bo preživel. Skupina možno je poskušala pomagati, vendar zaman. Preden je umrl, je narisal zemljevid, ki bi možem pokazal pot do izgubljenega rudnika. Druga, bolj podrobna zgodba govori o moškem, znanem le kot Serem Ab. V kalifornijskem mestu Eureka se je pojavil v zgodnjih 50 letih prejšnjega stoletja. Po zimi so ga običajno našli v lokalni gostilni, kjer je plačal pijačo za vse. Rekel bi, natoči vse, kar je s časoma postalo njegov vzdevek. Od kod mu je denar, ni nikoli povedal. Vsako pomlad je natočil vsem zapustil mesto in se jeseni vrnil s svojim bogastvom. Nekoč, ko je bil pijan, mu je ušlo, da je nekje v Oregonu našel bogato žilo zlata. V bližini si je postavil kočo in tam preživel vse poletje, ko je kopal za zlatom. Toda domači Indijanci na tem območju so vedeli za zlato in so ga silovito varovali. Neko jesen Setem Ab ni nikoli več prišel nazaj.
Očitno je pustil zemljevid za seboj in nekateri v Eureki so se odločili, da bodo poiskali rudnik. Domnevali so, da je Sermap izgubil življenje, bodisi zaradi domačih indijancev ali zaradi padca. Ne glede na izvor zgodbe, se je leta 1853 skupina iskalcev zlata odpravila iskat izgubljeni rudnik pri Koči. Skupina je bila prvotno iz Kalifornije, vendar je po prihodu v Oregon njihovo iskanje pritegnilo pozornost. Pridružilo se jim je še več ljudi, med njimi tudi John Hillman. Moškim ni šlo najbolje pri iskanju skrivnostnega rudnika, vendar je med iskanjem hrane John Hillman naletel na kratersko jezero. Po zgodbi naj bi Hillmanova mula prva opazila strm prepad ob jezeru in se ustavila, preden bi oba, ona in njen jezdec, padla noter. Globoko jezero se je Hillmanu zdelo skoraj tako skrivnostno kot izgubljeni rudnik, zato ga je želel poimenovati Skrivnostno jezero. Drugi v skupini so ga želeli poimenovati Modro jezero. Odkritje za iskalce zlata ni bilo preveč pomembno in je postalo splošno znano šele desetletja kasneje. Za njih je bil pomembnejši rudnik. Na njihovo nesrečo ni bilo nikjer nobene sledi o leseni Koči ali skrivnem rudniku. In še danes ostaja skrivnost, kako se je začela zgodba o rudniku pri izgubljeni Koči in ali je v njej kaj resnice. Graf Zeppelin je bila ladja dolga 850 čeljev, ki je postala razstavni primerek nemške mornarice med drugo svetovno vojno, čeprav med spopadi nikoli ni sodelovala. Njena gradnja se je začela leta 1936, Nemci pa si jo predstavljali kot veličasten tehnični dosežek. To je bilo predvsem zato, ker je nemška vojska zgradila plovilo brez kakršnih koli delujočih primerov, po katerih bi se lahko zgledovala. Toda preden bi lahko dokončali gradnjo grafa Zeppelina, je izbruhnila druga svetovna vojna. Prednost so dali gradnji slavnih vojaških podmornic, zato so graf Zeppelin odvlekli v Gdansk, kjer so ga shranili. Na koncu so ga odvlekli do potoka, ki se je izlival v reko Odro, in tam so ga potopili, ko se je približevala Rdeča armada. Kasneje so ga ponovno odkrili sovjetski vojaki in sovjetska vojska je začela prenavljati ladjo, vendar je bila na koncu uničena. Čeprav se zgodovinarji ne strinjajo glede tega, kako je Zeppelin dočakal svoj konec. Nekateri verjamejo, da je med prevozom v Sovjetsko zvezo naletel na mino, ki ga je razstrelila. Druga zgodba pa pravi, da so se sovjetski vojaki odločili, da ga napolnijo z ukradenimi vojnimi artefakti in dragocenostmi, vendar so se zmotili pri izračunu. Po tej teoriji je bila ladja preobremenjena in ko so zapluli v nevihto na Baltskem morju, je niso mogli več nadzorovati in je potonila pod valovi. Vendar nobena od teh teorij ni dokazana. Avtor Ulrich Israel ima še eno teorijo, s katero pojasnjuje, kaj se je zgodilo z zračno ladjo. Strinja se, da njena gradnja ni bila dokončana, ko so jo Sovjeti odvlekli avgusta 1947, vendar so imeli zelo specifičen cilj v mislih. Odločili so se, da jim bo Zeppelin ponudil popolno priložnost za vadbo potapljanja tuje letalonosilke in so ga uporabili za tarčno vadbo s tem namenom. Na koncu Izrael trdi, da sta ga zadeli 2 torpedi in je potonil. Skoraj 60 letij je ležal na istem mestu, kjer je bil potopljen, vendar ga nihče ni mogel najti. Šele leta 2006 so ga ponovno odkrili, ko so poljski delavci iskali naftna nahajališča v Baltskem morju. Takoj, ko je novica o odkritju prišla na naslovnice, so začeli ugibati, da ostanki Zeppelina pripadajo Nemčiji. Vendar je nemško obrambno ministrstvo izjavilo, da se o lastništvu še vedno razpravlja. Poljski zgodovinar je za eno izmed novičarskih hiš povedal, da so nemške oblasti vedno previdno govorile o lokaciji zračnega plovila in je domneval, da je to povezano z zaupnostjo ali pa da je plovilo vsebovalo tovor, za katerega nemška vojska ni želela, da bi ga kdo poznal. Kasneje je prišlo na dan, da so se ribiči na tem območju pritoževali, da so nenehno izgubljali mreže na območju, kjer so našli Zeppelin. Zdaj je znano, da so se njihove mreže zapletale van in so se zato trgale. Po odkritju so meritve pokazale, da je bila razbitina zakopana približno 85 metrov pod vodo, zato praktično ni bilo možnosti, da bi jo odstranili, zaradi njene ogromne velikosti in teže. Verjetno bo ostala tam, kjer so jo našli, saj bi bil vsak poskus odstranitve izjemno drag. Poleg tega pa so materiali uporabljeni pri gradnji Zeppelina skozi leta zaradi morja že korodirali, zato jih ni mogoče ponovno uporabiti. Družina Fitzgerald je danes znana kot ena najmočnejših plemiških družin na Irskem.
Prvič so začeli prevzemati oblast po normanski osvojitvi in so pravzaprav normanskega izvora. Toda po nekaj generacijah so se Fitzgeraldovi povezali z mogočnimi gelskimi družinami. Eden ključnik za povezovanje Fitzgeraldov z Irci je bil Gerald Fitzgerald. Tako kot za mnoge mogočne plemiške družine, so tudi za nekatere najstarejše in najvplivnejše prednike Fitzgeraldov, vključno z Geraldom, nastale legende in mitološke zgodbe. To otežuje ločevanje dejstev od izmišljotin in ugotavljanje, kaj se je res zgodilo zgodovinskim osebnostim. Resnična zgodba Geralda Fitzgeralda je morda ena tistih, ki so izgubljene v zgodovini. Po zgodovinskih zapisih je bil Gerald Fitzgerald sin Maurica Fitzgeralda, prvega grofa Desmonda in njegove tretje žene Aveline. Staracy Fitzgerald je pomagal voditi upor proti normanski kroni in je bil med svojimi vrstniki očitno precej priljubljen. Upor je propadel in Maurica so za nekaj časa zaprli, vendar so ga kasneje izpustili. Ko je umrl, so njegovi nazivi prešli na njegovega najstarejšega sina. Ta sin je umrl brez dedičev in Gerald je postal tretji grof Desmonda. O njegovem dejanskem življenju si je zapomnjenih le malo podrobnosti. Za kratek čas je postal glavni sodnik Irske, vendar je trdil, da bi bilo težko zaščititi lastne posesti, medtem ko upravlja to funkcijo. Večina zapisanega o Geraldovem življenju so bitke z drugimi plemiči in boji proti gelskim Ircem. Zgodovinski Gerald je najbolj znan po svoji poeziji. Pisati je znal v normanski angleščini, vendar je pogosteje pisal v irščini, kar je bil pomemben korak, da je njegova družina sprejela kulturo dežele, v kateri so živeli. Gerald Fitzgerald je izginil iz zgodovinskih zapisov leta 1398 pri starosti 63 let. Njegovi nazivi so bili preneseni na njegovega sina, kaj se je z njim zgodilo, pa ni znano. Glede na njegovo starost se zdi verjetno, da je umrl naravne smrti, vendar o tem ni nobenega zapisa. Tukaj legende zapolnijo vrzeli. Po eni izmed zgodb je bil Fitzgerald pravzaprav sin irske boginje Aed. Njegov oče je naletel na Aed, medtem ko se je kopala, in je ukradel plašč, kar je pomenilo, da je imel nadzor nad njo. Zgodba prepleta tradicionalno keltsko mitologijo z viteškimi zgodbami, ki so prišle iz Francije. Gerald je bil sad tega razmerja in je skozi vse življenje ohranil povezavo z onstranstvom. Pravijo, da je znal čarati, vendar je to počel v zasebni sobi za zaprtimi vrati. Nekega dne ga je žena vprašala, ali lahko vidi, kaj počne, in rekel je, da lahko, vendar le, če bo popolnoma tiho. Fitzgerald se je nato spremenil v vrsto različnih stvari. Ena od teh stvari je bila tako šokantna, da je njegova žena zakričala. Ena različica zgodbe pravi, da je izginil, v drugi pa, da je celoten grad, v katerem je živel, potonil na dno jezera. Med drugo svetovno vojno so vojaki pogosto metali svoje smeti v bombne kraterje, saj je bil to priročen način, da se znebijo stvari, ki jih niso mogli uporabiti, ne da bi morali ure in ure kopati jame. Zato so ti bombni krateri postali rodovitna lovišča za zbiratelje spominkov iz druge svetovne vojne. Ta ideja pa je pritegnila tudi osebje iz muzeja letalske baze Delen, ki se nahaja blizu Arnhema na Nizozemskem. Oktobra 2014 so izkopavali nekatere kraterje, ki so nastali zaradi bombardiranja letališča, vendar niso nikoli pričakovali, kaj bodo našli. Na neki točki so ugotovili, da so odkrili nos bojnega letala ME-262, ki je veljalo za eno najnaprednejših svoje vrste v času vojne. Ko so nadaljevali z izkopavanjem, so na koncu odkrili vetrobransko steklo letala in 4 odprtine za orožje, skupaj s topovi nameščenimi v nosu. Kmalu so prišli do kril letala in takrat so se pri izkopavanju začele pojavljati težave. Kopanja so nadaljevali z rokami in lopatami, vendar so kmalu ugotovili, da bi s to metodo potrebovali zelo dolgo, da bi izkopali celotno letalo. Podvozja letala ni bilo mogoče premakniti, ugotovili pa so, da glavni nosilec sega globoko v zemljo pod njim. Odločili so se, da za tisti dan zaključijo, vendar so naslednje jutro nadaljevali z izkopavanjem letala z uporabo gradbene mehanizacije. Kljub temu jim ni uspelo premakniti vidnega krila, vendar so ugotovili, da je bilo drugo krilo zakopano pod ostalim delom letala. Sprva so domnevali, da je letalo ME-262A 2A Sturmvogel lovski bombnik, saj sta bila vidna le 2 topova.
Kasneje so to popravili, ko so odkrili, da je bilo med vojno nad Nizozemsko sestreljenih 9 letal ME-262. 6 od teh je bilo sestreljenih nad Brabantom, eno nad Frieslandom, drugo nad Vordnom in še eno nad Eldnom. Na to so domnevali, da je bilo letalo najdeno na letališču, tisto, ki je bilo pomotoma sestreljeno nad Eldnom, saj je bilo najbližje letališču. Košček oplaščenja, ki so ga našli, je vseboval številko 130026. Po posvetovanju z bazo podatkov so ugotovili, da je bilo to letalo ME-262 izdelano v tovarni Messerschmitt v Leipzigu. Po nadaljnjih raziskavah so ugotovili tudi, da je bil to prvi ME-262, ki je bil kdajkoli izdelan, zato je bil pomemben del vojaške zgodovine. Dogodki, ki so privedli do tega, da je bilo letalo zakopano tam, kjer so ga nato odkrili. Ker je bila zasnova letala takrat tajna in ker je bilo letalo po pomoti sestreljeno z lastnim nemškim ognjem, si nemška vojska ni mogla privoščiti, da bi razbitina padla v napačne roke, saj bi sovražniki tako izvedeli za zasnovo. Namesto tega so ga naskrivaj prepeljali na letališče, ki je bilo takrat pod nadzorom Luftwaffe, kjer so ga nato zakopali v enega izmed bombnih kraterjev, skupaj z več drugimi kosi opreme. Manning Kimmel, sin admirala Husbanda E. Kimmela, ki so ga krivili za napad na Pearl Harbor leta 1941, je bil častnik ameriške mornarice, ki je upal, da bo premagal očetov slab ugled. Po diplomi na Mornariški akademiji leta 1935 se je usposabljal za podmornice in na koncu postal poveljnik podmornice USS Robalo. Na Zahodnem Pacifiku je Robalo nadlegoval japonska oskrbovalna plovila. Na svoji tretji patrulji je 26. julija 1944 Robalo naletel na mino ob otoku Palawan in hitro potonil. Nekaj mornarjev naj bi preživelo začetno potopitev. Priplavali so na obalo in jih je japonska vojska ujela, ko so poskušali navezati stik s filipinskimi gverilci. Nekateri so umrli na plaži, drugi so bili zaprti in zaslišani. Uspelo jim je posredovati novico o potopitvi ameriški vojski prek sporočiva, ki so ga pretihotapili drugemu vojni ujetniku. Usoda Manninga Kimmela ni znana. Sprva so njegovi družini povedali, da je potonil skupaj z ladjo. Kasnejše obveščevalne informacije pa so nakazovale, da bi lahko bil eden izmed preživelih. Preživeli iz Robalo niso dolgo ostali v zaporu. Nasprotujoča si poročila pa so trdila, da so jih bodisi ubili v povračilo potem, ko so opazili ameriška letala, ali pa so jih ukrcali na plovilo, katerega cilj ostaja neznan. Več kot 3 desetletja je 78-letni Nemec skrival skrivnost v kleti svoje hiše. A potem, ko je policija prejela namig od občana, so preiskali njegovo hišo in skrivnost je bila končno razkrita oblastem. Odvisno od predmeta je v Nemčiji nezakonito imeti spominke iz 2. svetovne vojne. Medtem ko je večino spominkov, kot so medicinski kompleti, našitki in medalje, običajno dovoljeno imeti, pa veljajo strožja pravila za orožje, ki je bilo uporabljeno med vojno, še posebej, če je to orožje še vedno funkcionalno. Tu ni prav nič ustavilo moškega, ki so ga poimenovali Klaus Dieter Flick, da ne bi zbiral vseh spominkov, ki jih je lahko našel. In leta 2015 je to povzročilo, da se je znašel na napačni strani zakona. Po besedah njegovih prijateljev in družine je Flick varčen moški, ki večino časa po lastni izbiri preživi sam. Njegovi sosedje so vedno vedeli, da je zbiral predmete iz vojne, vendar so bili šokirani, ko je prišlo na dan, da je shranjeval tudi nekatere prepovedane predmete. Prvič so posumili, da je imel v lasti nekatere od teh predmetov leta 2005, zato so vladni uradniki odredili preiskavo Flickove hiše. Ko so to storili, so našli več nezakonitega orožja, vendar zaradi sporov glede potrebnih dovoljenj in pravnih postopkov, ki bi sledili, ni bilo storjeno nič. 10 let kasneje je berlinska policija prejela informacijo, da bi lahko Flick skrival določena umetniška dela, ki jih javnost ni smela imeti v lasti. In izvedli so drugo preiskavo. Tokrat so naleteli na preostanek njegove zbirke, za katero se je izkazalo, da je zelo nezakonita. Ni zbiral le prepovedanih predmetov, kot so uniforme, zastavice in svetilke z določenim prepovedanim simbolom, ampak je bilo z nadaljevanjem preiskave vse huje. Shranjeval je tudi repliko rakete V1. Najbolj presenetljivo pa je bilo odkritje tanka Panther, ki ga je skrival v svoji kleti.
Hiša je bila spremenjena v nekaj podobnega trdnjavi in 20 vojakov je potrebovalo skoraj 9 ur, da so odstranili vse nezakonite artefakte, vključno s tankom, ki so ga odstranili z vitli, pritrjenimi na oklepna vozila. Našli so tudi 88 mm protivetalski top. Fleek pa je bil obtožen kršitve zakona o nadzoru vojnega orožja in zakona o orožju. Na koncu je prejel pogojno kazen 14 mesecev zapora. SS Normandija je bila nekoč najbolj razkošna ladja na morju. Ko je februarja 1942 zagorela, so se takoj pojavile govorice o sabotaži. Preiskava FBI je dokazala, da je šlo zgolj za nesrečo, vendar nekateri še vedno dvomijo v to uradno ugotovitev. Normandija je bila francoska ladja, ki je več let pred začetkom druge svetovne vojne plula čez Atlantik. Ko je francoska vlada napovedala vojno, je bila ladja zasidrana v New Yorku. Namesto da bi tvegali napad med povratno plovbo, je podjetje pustilo Normandijo v Ameriki skupaj z minimalno posadko, da bi stvari potekale nemoteno. Ameriška vlada je prevzela ladjo, potem ko je Francija kapitulirala pred silami osi. Ko so ZDA uradno vstopile v vojno, je Normandija postala dragocena pridobitev. Sprejeta je bila odločitev, da se razkošno plovilo predela v vojaško ladjo za prevoz vojakov. Kot luksuzna ladja je lahko sprejela več kot 1000 gostov, po prenovi pa bi lahko prevažala še veliko več vojakov. Ladja je bila preimenovana v USS Lafayette, v čast francoskemu generalu, ki se je boril v ameriški revoluciji. Dela na novo poimenovani Lafayette so se začela v začetku leta 1942. Sprva so ocenili, da bo trajalo le 1 mesec, vendar je bil rok prestavljen daleč v februar. Medtem ko so potekala dela, so bili lokalni novinarji radovedni glede varnosti na pristanišču. Ni bila skrivnost, da so bili v ZDA nemški simpatizerji. Nedavno so razkrinkali mrežo nemških vohunov, vendar je bilo verjetno, da jih je še veliko več, ki so se skrivali vsem pred nosom. Eden od novinarjev se je odločil preizkusiti, kako enostavno bi bilo sabotirati Normandijo. Uspelo mu je dobiti službo na pristanišču in imel je prost dostop do ladje. Če bi želel narediti kaj zlonamernega, to ne bi bilo težko. Če verjamemo uradni različici, ni bilo treba storiti ničesar zlonamernega. Popoldne, 9. februarja, je delavec po imenu Clement Derrick uporabljal varilni gorilnik za rezanje priključkov na krovu ladje. Drug delavec bi moral loviti iskre z azbestno ploščo, vendar se je v nekem trenutku moral obrniti stran, da bi se pogovoril z nekom drugim. Iskre so pristale na kupu zelo netljivih rešilnih jopičev, ki so bili prekriti z juto. Ogenj se je hitro razširil na lakirano leseno notranjost ladje in na vzmetnice, ki so bile zložene v bližini. Delavci so pobegnili pred ognjem. Normandija je imela nameščene protipožarne sisteme, vendar so bili ti med prenovo izklopljeni. To je prav tako povzročilo zamudo pri klicanju gasilcev. Minilo je 12 minut, preden so poklicali gasilsko službo New Yorka. Več ur so gasilci delali, da bi pogasili požar. Vsa voda, ki so jo škropili na plamene, je povzročila le, da se je ladja začela nagibati. Na koncu se je prevrnila na bok, ker je ležala delno potopljena v plitvi vodi. Govorice o sabotaži so se hitro razširile. Domnevalo se je, da je bilo to delo nemških simpatizerjev, ki so se nekako prikradli v delovne ekipe. Ko pa je FBI pripravil rekonstrukcijo dogodkov, ki jih je opisal Derrick, je bilo mogoče dogodke poustvariti. Ni bilo potrebnega nobenega zlonamernega dejanja. To ni ustavilo govoric. Niso bili osumljeni samo Nemci. En gangster je trdil, da je bil on za napadom. Čeprav so verjeli, da je to le način, kako izboljšati svoj ugled, se je kasneje izkazalo, da je mafijski šef Lucky Luciano načrtoval nekaj v zvezi z ladjo. Usoda Normandije je na koncu pripeljala do tega, da je ameriška mornarica sodelovala z newyorško mafijo pri zaščiti pristanišč in iskala vsakogar, ki bi lahko pomagal nemškim podmornicam ob ameriški obali. SS City of Cairo je bila parna ladja, ki jo je leta 1915 zgradilo podjetje Earls Shipbuilding and Engineering Company po naročilu podjetja Ellerman Lines Limited iz Londona. Zgrajena je bila z 2 krovoma, 2 jamborjema in po končani gradnji je bila registrirana v Liverpoolu v Angliji.
Med drugo svetovno vojno je ladjo rekviriralo Združeno kraljestvo in njena naloga je bila dostavljati zaloge v to državo za pomoč v vojni. 1. oktobra 1942 je pod poveljstvom Williama A. Rogersona odplula na svojo zadnjo pot. Njegova naloga in naloga njegove posadke je bila pluti z ladjo City of Cairo iz Bombaja v Indiji do Anglije. Vendar so morali najprej mimo Durbana in Cape Towna v Južni Afriki ter Pernambucoja v Braziliji. Brez težav so prispeli v Cape Town in se 1. novembra tistega leta okoli 6 ure zjutraj odpravili proti Braziliji. Na krovu je bilo več civilnih potnikov, skupaj z 10 topničarji trgovskih ladij, opremljenih za obrambo iz vojske in kraljeve mornarice, ter 2 skupinama indijskih vojakov, ki so jih rekrutirali za služenje na britanskih ladjah. Naložena je bila z železom, lesom, volno, bombažen, manganovo rudo in 2000 škatlami, v katerih so bili srebrni kovanci. City of Cairo nikakor ni bila hitra ladja, saj lahko dosegla le 12 vozlov, poleg tega pa je imela motorje, ki so proizvajali ogromno dima, kar je povzročalo slabo vidljivost z ladje. In zaradi tega so jo sovražne ladje veliko lažje opazile. Kljub tem težavam je ladja plula naprej brez spremstva in se odpravila proti Braziliji. Toda 6. novembra je posadka nemške podmornice opazila dim in tisto noč so napadli s torpedom. Bil je neposreden zadetek in ker je vedel, da ni mogoče ničesar storiti, je kapitan ladje City of Cairo ukazal vsem na krovu, naj se pripravijo na zapustitev ladje. Medtem ko je ladja počasi tonila, so poslali klic na pomoč. Toda 20 minut potem, ko je prva torpeda zadela cilj, je bila izstreljena še ena. To je zapečatilo usodo ladje City of Cairo, ki je potonilo približno 480 milj od obale Svete Helene. Kapitan podmornice je nato ukazal, naj se plovilo dvigne na površje in začel govoriti s preživelimi, ki so se uspeli rešiti v rešilne čolne. Vprašal je, kako se imenuje ladja, kakšen tovor prevaža in ali prevažajo kakšne nemške vojne ujetnike. Ko je dobil potrebne informacije, je preprosto pustil preživele njihovi usodi, saj verjel, da bodo kmalu umrli in preprosto rekel: "Lahko noč in oprostite, ker sem vas potopil." 207 ljudi so na koncu rešile druge ladje, ki so plule skozi to območje, potem ko so potniki, ki so prišli do rešilnih čolnov, 3 tedne tavali po morju. Ladja in srebrniki, ki jih je prevažala, so bili izgubljeni. In ker nihče ni bil prepričan, kje točno je potonila, so menili, da so izgubljeni za vedno. Toda leta 2011 je britanska odprava z imenom Deep Ocean Search uspela najti razbitino približno 1000 milj od afriške obale. Uspeli so zbrati približno 100 ton kovancev, ki so ležali na dnu že 69 let. Kovanči, ki so bili indijske rupije, so bili prvotno poslani v Britanijo, da bi jih pretopili in uporabili za vojne potrebe. In velik del pridobljenega srebra je bil poslan v britansko zakladnico, kjer so ga nato pretopili, kot je bilo prvotno načrtovano. Toda norveško podjetje, imenovano Samlerhuset, je slišalo za najdbo in ponudilo, da odkupi 2000 kovancev. Ko je bilo to opravljeno, so jih začeli obnavljati, nato pa so jih dali v prodajo zbirateljem. Vsak kovanec je bilo treba preveriti glede stanja, kar ni bila lahka naloga, saj so se mnogi med ležanjem na morskem dnu sprijeli v skupke. Za obnovo srebra so nato uporabili poseben postopek čiščenja. Zbiratelji pa so zagrabili priložnost, da bi imeli v lasti majhen košček zgodovine druge svetovne vojne. Leta 1217 je pretresljiv zločin šokiral mesto Filipi. Oseba, ki je stala za napadom, je bila zabeležena le kot skrivnostni gospod S. Čeprav se zdi, da je papež sam točno vedel, kdo je gospod S, se zgodovinarji še vedno prepirajo o njegovi identiteti in o tem, kaj ga je spodbudilo, da je napadel na škofa v njegovi lastni cerkvi. Filipi je bilo mesto v kraljestvu Solon, enem izmed številnih kraljestev, ki so nastala po 4. križarski vojni. Leta 1204 so latinski križarji napadli mesto Konstantinopel kot del 4. križarske vojne. Bizantinsko cesarstvo so v veliki meri prevzeli različni plemiči iz zahodne Evrope in postalo je latinsko cesarstvo. Po vsem cesarstvu so bili nameščeni katoliški duhovniki. Eden izmed teh je bil William iz Rima, ki je bil leta 1212 imenovan za nadškofa v Filipih. Možno je, da je William prišel v konflikt z lokalnimi vladarji.
Spori so se pogosto pojavljali med verskimi in posvetnimi osebami, še posebej glede lastnine in denarja. To ni vedno pomenilo, da je moral spor potekati med Latini in Bizantinci, čeprav napetosti med obema skupinama niso bile redke. Toda William ni ostal v spominu kot nekdo, ki bi bil posebej sovražen, kar je dogodke leta 1217 naredilo še toliko bolj šokantne. Po pismu papeža je bil William oblečen v polnem škofovskem ornatu in je opravljal bogoslužje za svoje vernike, ko so ga napadalci odvlekli iz cerkve. To je bilo zelo javno dejanje, kot da bi bil namenoma zasnovan za pošiljanje sporočila. Williamovo truplo so kasneje našli na kraju, ki so ga opisali kot ogabno mesto zunaj pokopališča. Pismo je jasno nakazovalo, da je bil za to kriv gospod S. To je bil nekdo, ki ga je William poznal. Očitno sta imela že prej težave, vendar sta se dogovorila za mir in celo prisegla. Kdorkoli je že bil gospod S, je prekršil prisego in očitno želel jasno pokazati, da Williamovih dejanj ne bo toleriral. Nažalost, pisma, ki so se ohranila iz tistega časa, ne gredo v podrobnosti o tem, kaj naj bi William storil in ponujajo le malo namigov o tem, kdo je bil skrivnostni gospod S. Toda mož je bil izobčen, kar jasno kaže, da je bil gospod S vsaj poznan v lokalni skupnosti. Naslednje leto je drugo pismo omenjalo napad na Williama, vendar je to stvari le še bolj zmedlo. Skupina duhovnikov se je glede nečesa prepirala in bili so naprošeni, naj odpotujejo v drugo mesto, da bi zadevo razrešili. Toda nihče ni želel potovati, saj so menili, da je preveč nevarno. Posebej so omenili, da so Williama napadli Bolgari in bali so se, da bi se kaj takega lahko zgodilo tudi njim. Ne samo, da v prvem pismu ni bilo nobene omembe Bolgarov, zdelo se je tudi, da zdaj menijo, da je bil napad nekaj naključnega. Namesto da bi bil napaden v cerkvi, je bil William očitno na cesti, ko so ga napadli iz zasede in najverjetneje izgubil življenje v ropu. Možno je, da so bili dogodki takoj po napadu pretirani in da se je zgodba na to zapletla. A nekateri sumijo, da je skrivnostni gospod S uspel ostati nekaznovan za svoj zloč in za svoja dejanja okrivil razbojnike. Možno je tudi, da so bili duhovniki napačno obveščeni o tem, kako je William izgubil življenje, ali pa so njegov napad zamenjali z drugim, ki se je dejansko zgodil na cesti. HIJMS Musashi, japonska vojna ladja, bila ena največjih, kar so jih kdaj zgradili. Uvrščena je bila med japonske bojne ladje razreda Yamato in je bila uradno uvedena v vojaško službo 5. avgusta 1942. Musashi, skupaj z Yamato, po kateri so te vrste ladij tudi dobile ime, sta bili po mnenju japonske vojske najboljši bojni ladji, kar so jih kdaj zgradili, in naj bi bili nepremagljivi v kateremkoli spopadu. Musashi je bila oborožena z 9 topovi kalibra 18,1 palca, kar je za 2 palca več kot povprečni topovi na ameriških ladjah. Vsak izstrelek za te topove pa je tehtal približno 3200 funtov. Izstrelek so lahko izstrelili vsakih 40 sekund in je lahko poletel do 25 mil daleč, kar v tistem času ni dosegla nobena druga vojna ladja na svetu. Toda pri obeh teh ladjah je bil problem. Bili sta tako težki, da je bilo za njuno delovanje potrebnih ogromno količin goriva. In v tistem času so bile japonske zaloge goriva že skoraj izčrpane. Poleg tega bi bila japonska vlada in vojska, ker sta ladji razglašali za najboljši, kar so jih kdaj zgradili, močno osramočeni, če bi bili ti plovili potopljeni. Zato so se odločili, da jih bodo uporabljali zelo redko in le takrat, ko bo gotovo, da se vojna bliža koncu. Pravzaprav je vojska uporabila Musashi šele, ko je postalo očitno, da se Japonska sooča z neizogibnim porazom. Oktobra 1944 so izvedeli, da ameriška vojska načrtuje invazijo na Filipine. Izdelali so obrambni načrt z imenom Zmaga in japonska vojska je uporabila praktično vse, kar je mornarica še imela, da bi to preprečila. Musashi so poslali na to območje in sledilo je tisto, kar je postalo znano kot bitka v zalivu Leyte, vendar bitka ni potekala po načrtih. 24. oktobra tistega leta je bila Musashi zadeta 36-krat in je izginila pod valovi. To je bila največja pomorska bitka druge svetovne vojne. Japonsko mornarico pa so premagali vojaki iz Združenih držav Amerike in Avstralije. Veliko ljudi je videlo, kako je Musashi potonila, a nenavadno je, da je po koncu vojne niso mogli najti.
Vse to se je spremenilo leta 2015, ko je Paul Allen, soustanovitelj Microsofta, oznanil, da je končno našel ladjo ob obali Filipinov. Na svoje račune na družbenih omrežjih je objavil več fotografij ladje, kot je ležala na morskem dnu. Ena izmed njih pa je prikazovala grb japonske cesarske družine in premec Musashija. Objavil je tudi fotografije ogromnega sidra ladje in ventila, ki so ga našli, medtem ko sta on in njegova posadka raziskovala območje s svojim podvodnim raziskovalnim vozilom. Dodal je, da so ga našli na globini približno pol milje in da so ga odkrili po izčrpnem iskanju. Najprej sta Allen in njegova posadka izvedla batimetrično raziskavo morskega dna na območju, kjer naj bi potonila Musashi. To je izločilo velika območja morskega dna, ki bi jih sicer zaman dolgo preiskovali. Nato so poslali avtonomnega robota, da bi poiskal kakršnekoli znake razbitine, ki je bila pogrešana približno 70 leti. Ko so jo našli, je daljinsko vodeno vozilo s kamerami uspelo posneti razbitino in končno je bilo potrjeno, da so našli Musashija. Allen se je že dolgo zanimal za zgodovino druge svetovne vojne. In njegovo odkritje Musashija je pomenilo, da je postal del te zgodovine, čeprav le v manjši meri. Bitka pri Brunanburhu leta 937, kjer je angleški kralj Athelstan premagal koalicijo kraljev Škotske, Dublina in Strathclyda, je bila ključni trenutek v angleški zgodovini, saj je utrdila Athelstanovo vladavino in utrdila enotno angleško kraljestvo. Toda njena natančna lokacija ostaja neznana. Athelstan, vnuk Alfreda Velikega, je združil Anglijo. Leta 937 po spornem vdoru Athelstana v Škotsko. Leta 934 so Konstantin II. Škotski, Owain iz Strathclyda in Einar iz Dublina, nekdanji vikinški vladar Yorka, začeli invazijo na Anglijo, da bi si povrnili izgubljena ozemlja. Kraj pristanka Einarjeve flote in začetni premiki zavezniških sil ostajajo skrivnost. Athelstan se je napadalcem zoperstavil v silovitem boju, ki so ga kronisti opisali kot enega najbolj krvavih v anglosaksonski zgodovini. Athelstan je zmagal, čeprav sta obe strani utrpeli hude izgube. Einar je pobegnil v Dublin. Konstantin je izgubil sina in abdiciral, Owain pa naj bi umrl. Athelstanova zmaga mu je zagotovila nesporno oblast. Ime Brunanburh danes se ni ohranilo, zgodovinski viri pa si nasprotujejo. Razlage imena nakazujejo bodisi na Brunovo trdnjavo ali trdnjavo o potoku. Predlagane lokacije segajo od Wirrala na podlagi najdb artefaktov povezanih z obdelavo kovin do različnih delov Yorkshira, Cambridgeshira in Južne Škotske. Kljub nadaljnjemu iskanju ta zgodovinska skrivnost morda nikoli ne bo razrešena. Hvala vam, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.